Pozdravljeni, sem Petrica Čani in dobrodošli na dogodku Vse o maturi 2023, ki smo ga pripravili z ekipo e-matura. Na današnjem dogodku se bomo dotaknili strukture maturitetnih pol, virov za učenje, pomembnih datumov, tako vpisa kot maturitetnih pol, potek vpisa na fakultete ter omejitve. Vprašanje vsakega maturanta definitivno je, kako se najbolje pripraviti na maturo. Definitivno se splača dobro poznati strukturo maturitetnih pol, ki boste pisali maja in junija. Zakaj? Zaradi tega, ker se tako lahko najbolje pripravite na vsak del, ki vas bo čakal. Za predstavitev struktur maturitetnih pol smo se obrnili na inštruktorje e-mature, ki jih lahko bolje spoznate tudi na naši platformi. Besedo predajam njim. Živjo, povedala vam bom, kako je sestavljena matura iz angleščine. Sestavljena je iz dveh glavnih delov, se pravi iz pisnega dela in seveda ustnega dela. Pisni del je vreden 80%, ustni del pa 20%. Pisni del je nadalje sestavljen iz treh različnih pol. Prva pola je sestavljena najprej iz bralnega razumevanja, za katerega imate 35 minut časa, potem pa je sestavljena še iz poznavanja in rabe jezika, po domače povedano iz gap fila oziroma slovnice. Tam imate 25 minut časa. Druga pola na maturi iz angleščine je sestavljena iz slušnega dela, kjer imate 20 minut časa za dve slušni nalogi. Potem pa imamo še tretjo izpitno polo, ki je sestavljena iz krajšega in daljšega pisnega sestavka. Zato imate 90 minut časa. Za krajši sestavek je namenjeno 30 minut, za daljši pa 60 minut. Krajši pisni sestavek je v eni izmed stalnih sporočanskih oblik, medtem ko se daljši pisni sestavek na osnovni in na višji ravni razlikuje. Pri osnovni ravni je sestavljen iz neke splošne teme, pri višji ravni pa je sestavljen iz književnosti. Potem, nekaj časa po odpisanem pisnem delu, sledi še ustni del mature iz angleščine. Ta je sestavljen iz listkov, ki jih žrebate in, kot sem omenila, je vreden 20 točk. Zdaj, kar vam lahko v maturi iz angleščine svetujem, je to, da ste sproščeni, saj vas angleščina spremlja res povsod v vsakdanjem življenju. Svetujem vam tudi, da ste pred maturo samo čim več v stiku z jezikom, torej poslušajte čim več pesmi, gledate čim več angleških videov, probajte brez podnapisov in seveda suvereno. Srečno na maturi! Živjo! Kako izgleda slovenščina na maturi? Slovenščina na maturi je sestavljena nekako iz treh delov, in sicer iz dveh pol in pa ustnega izpita. Kako pa je to razporejeno po procentih? 50% vam predstavlja esej, potem 30% druga pola, se pravi slovnica, in pa 20% ustni izpit. Prva pola je šolski esej, ki je lahko razpravljalni ali pa razlagalni oziroma interpretativni. Zdaj za esej imate 120 minut časa, kar je v bistvu več kot dovolj, če si čas dobro organizirate. Druga pola je pa razčlemba neumetnostnega besedila in na voljo imate 90 minut, kar je sicer malo manj kot za esej, ampak še vedno več kot dovolj časa. Ustni izpit je pa lahko kar precej obsežen, kar ste verjetno že sami ugotovili, nekoliko velike snovi, ampak nič bat, ne boste odšli brez točk, če se tam pojavite, zaradi tega, ker morate glasno prebrati odlomek in zato tudi dobite točke. In glasno brati pač znamo vsi. In potem sledi še odgovarjanje na vprašanja. Se pravi, za celoten ustni izpit vam bo vzelo približno 20 minut časa. Zdravo! Danes ti bom pa povedala, kako izgleda matematika na maturi. Matematična matura je sestavljena iz dveh pol in iz ustnega dela. Vsaka izmed pol ti prinese 40 in 40%, ustni del ti pa prinese 20% končne ocene. Dve poli sta tako na osnovni ravni kot na višji ravni. Na osnovni ravni je prva pola sestavljena iz 8 kratkih nalog in druga pola iz 6 krajših strukturiranih nalog. Te so ponavadi malo daljše z A, B, C, D pod vprašanji. Vsako polo pišeš 90 minut. Na višji ravni je 6 krajših in 2 daljši strukturirani nalogi. 6 krajših je v prvi poli, 2 daljši sta v drugi poli. Te daljši ponavadi vzamejo veliko časa, zato je za drugo polo namenjeno 90 minut, tako kot za prvo polo. Ustni del je tako na OR kot na VR sestavljen iz 3 listkov z 3 podvprašanji, ki se ponavadi nanašajo na isto temo. Imate ponavadi 10 minut predpriprave in nato 10 minut odgovarjanja pred komisijo 3 profesorjev. Zdaj pa zapomnite si, glavni nasvet pri pisanju pisnega dela. Ne se ustavljati pri nalogah. Če vam kaj ne gre, pojdite naprej in se boste vrnili nazaj. Boste imeli dosti časa za to, da ponovno rešite. Živjo, tokrat sem vam pogledala, kako izgleda matura pri fiziki. Sestavljena je iz 3 delov. Najprej 35% dobiš iz
prve pole, kjer so naloge za obkroževati, potem 45% ocene dobiš iz druge pole, kjer so naloge odprtega tipa, ima več za reševati, in pa tretji del je pa interni del, kjer pa delaš poskuse na svoji srednji šoli. Zdaj, v prvem delu, kot rečeno, 35% dobiš iz 35 nalog, zato imaš 90 minut. Potem na drugi poli je 6 sklopov po temah in si izbereš 3 in potem se to oceni in to tudi rešuješ 90 minut. In na koncu še interni del, to pa tekom let izvajaš poskuse in na koncu napišeš poročilo, ki ga tvoj profesor oceni. Mogoče kakšni nasveti. Pri prvem sklopu, ko so naloge za obkroževati, res preveri vse rešitve, tudi če misliš, da je ta prva pravilna, preveri še ostale, da so napačne. Pri drugem sklopu res izberi tiste naloge, ki te najbolj ležijo. In pri tretjem, se pravi pri internem delu, pa deli sproti poročila, bo manj dela na koncu. To je to. Živijo, jaz sem pa malo povedala o maturi iz kemije in kako poteka. Torej, imamo dva dela. Prvi del je tisti interni del, ki ga naredite v šoli, to so te laboratorijske vaje in poročila. Potem drugi del je pa sam pisni del mature. Pisni del mature je sestavljen iz dveh pol. Prva pola je v bistvu pola odprtega tipa, ki je vredna 35%. Potem imamo pa še drugo polo, tam so pa v bistvu naloge zaprtega in pol odprtega tipa, torej to pomeni v bistvu bolj kakšne računske naloge, pa naloge, kjer moraš kaj pisati, ta je pa vredna 45%. Potem pa, kot sem že rekla, imamo še laboratorijske vaje, ki pa so vredne 20%. Zdaj pa še en nasvet, 1/3 nalog pri maturi je iz organske kemije, zato ti res priporočam, da se jo dobro naučiš. Veliko sreče! Živjo, razložila vam bom strukturo maturitetne ocene pri psihologiji. Ocena iz psihologije bo v bistvu sestavljena iz 3 delov. Prvi bo seminarska naloga, ki jo pišete tokom leta, drugi del pa sta 2 izpitni poli. Izpitna pola 1 prinese do 36% na maturi in je sestavljena iz nalog strukturiranega tipa. Na voljo boste imeli 4 naloge, izmed katerih izberete in rešite 3. Pola 2 se deli še naprej na 2 dela. Pola 2a obsega 14 nalog izbirnega tipa, kjer torej obkrožite pravilne odgovore. Te naloge vam prinesejo do 14% končne ocene. Pola 2b pa so strukturirani eseji, kjer imate na voljo 4 eseje in izberete in napišete 2. Seminarsko nalogo pa pišete tokom leta in jo oceni vaš profesor z šole. In še kratek nasvet pri izbiranju nalog. Če naletite na temo, ki ste jo pisali v seminarski nalogi, je verjetno kar najlažje, če si izberete to nalogo. Živjo, povedala ti bom, kako je zgrajena matura iz biologije. Matura je sestavljena iz 2 pol in iz internega dela. Obe poli sta vredni 40%, interni del, ki se ga nabere že tekom leta, pa 20%. Tega lahko nabereš v obliki poročil vaj, seminarskih nalog ali raziskovalne naloge. V prvi poli je 40 nalog izbirnega tipa in za obkroževanje imaš 90 minut časa. Druga pola je sestavljena iz 7 strukturiranih nalog. Od tega jih je 5 v delu A in 2 v delu B. Za reševanje izbereš 3 naloge v delu A in 1 v delu B. Za vse naloge imaš 90 minut časa. Pazi, da po reševanju druge pole na prvi strani označiš, katere 3 želiš ocenjene. Sicer ti bodo ocenili prve 3. Ejla, torej, geografija na maturi je sestavljena iz 3 delov, in sicer iz 2 pol in internega dela. Ta interni del se razlikuje med srednjimi šolami, vendar je na splošno sestavljen iz terenskega dela in pa terenskega poročila. Potem pa imaš še 2 poli. Vsako rešuješ po 90 minut, sestavljenih imaš 25 vprašanj, ki ti prinesejo 50 točk. Prva pola obsega snov obče geografije in regionalne geografije sveta ter Evrope. Druga pola pa obsega snov obče geografije ter geografije Slovenije in njenih pokrajin. Deleži, ki ti jih prinesejo posamezni sklopi, so razdeljeni 2x po 40% za vsako polo in pa 20% za interni del. Na geografiji z mature je pomembno, da imaš kar se da dobro prostorsko predstavo, ampak ne skrbi, če le te nimaš, si lahko pomagaš s priloženimi zemljevidi. Živjo! Matura iz zgodovine je sestavljena iz 2 pol in pa iz internega dela. Vsaka od pol predstavlja 40% ocene, interni del pa 20% in se razlikuje od šole do šole, ponavadi pa je to kakšna seminarska naloga. Prva pola je vedno pola obče zgodovine,
v njej imate 25 nalog, za njih imate 90 minut časa. Druga pola je pa pola za slovensko zgodovino, ki prav tako vsebuje 25 nalog in za njih imate 90 minut časa. V obeh polah imate 11 nalog zaprtega tipa in 17 nalog odprtega tipa. To pomeni, da naloga preverja konkretnejše znanje in pa povezovanje. Za konec pa še en nasvet. Vedno zelo dobro preberite vire in poglejte zemljevide in reševanje mature bo veliko lažje. Sociologija na maturi je sestavljena iz dveh delov. En je pisni del, ki ga že poznaš in pričakuješ, pišeš maja ali junija, kot vse ostale predmete na maturi. Drugi pa seminarska naloga. Seminarska naloga zajema 20% tvojega dela, tvoje končne ocene, tako da si res vzami tudi čas za to. Seminarsko nalogo pišeš čez celo leto s svojim profesorjem in profesorico, izbereš si naslov, izbereš metode in potem napišeš tekst. Tudi tukaj si poglej predavanja, ker sem tudi o tem govorila, kakšne metode izbrati, kako se lotiti raziskovalnih vprašanj, kako napisati res kvalitetno seminarsko nalogo, da boš tudi tukaj dobil dobre točke. Ok, potem pa prideš na maturo. Kaj pa zdaj? Imaš prvih 90 minut časa, da rešiš prvo polo. To so raziskovalna vprašanja. RIC tukaj da na voljo 13 tematik, katerimi vse predebatiramo na predavanjih. Na maturi pa dobiš na voljo 4 tematike, izbereš pa samo 2. Tako tukaj bodi pozoren, dejansko ti ni treba rešiti celotne mature. Izbereš torej 2 tematike, ki jih znaš najboljš, rešiš po načinu vprašanje-odgovor, bereš vire, bodi pozoren, so ker včasih dajo odgovor celo v vprašanje. Ok, potem pa še druga pola. Imaš spet 90 minut časa, imaš na voljo 5 naslovov, izbereš 2. Prvih 10 minut si vzami, zato da napišeš osnutek. Zares bodi natančen pri temu. Izberi si tudi pametno naslov. Ne samo nekaj, kar približno razumeš, ampak nekaj, kar ti je zares jasno. Potem napišeš, potem si pa vzameš še 20 minut časa, da preveriš svoje napake. Matura iz nemščine je sestavljena iz pisnega in ustnega dela. Pisni del skupaj šteje 80% ocene, ustni del pa 20% ocene. Na osnovni in na višji ravni so naloge enako razporejene na pisnem delu. Na prvi poli te čaka bralno razumevanje in poznavanje in raba jezika, na drugi poli 2 slušna posnetka, na tretji poli pa 2 pisna sestavka. Pisni sestavek v eni od stalnih sporočanskih oblik in pa na osnovni ravni daljši pisni sestavek, na višji ravni pa pisni sestavek na temo književnosti. Za prvo polo imaš časa 60 minut, za drugo polo do 20 minut, za tretjo pa 90 minut. Na ustnem delu pa imaš pogovor s profesorjem na 3 različne teme. Te teme bodo napisane na listku, ki jo boš izvlekel. Prva točka je na temo na slikovno iztočnico, druga točka je na temo, ki ste jo obravnavali tekom gimnazije oziroma srednje šole, tretja točka pa je na osnovni ravni interpretacija krajšega besedila, na višji ravni pa interpretacija pesmi oziroma interpretacija odlomka iz prebranega romana. Za pripravo na ustni del imaš 15 minut časa, sam izpit pa potem traja do 20 minut. Zelo pomembno je, da se držiš omejenih oziroma dovoljenih števil besed na pisnem delu oziroma pri pisnih sestavkih. Torej predlagam, da po 2 do 3 daljših povedih oziroma 3 do 4 krajših povedih še enkrat prešteješ besede in si jih napišeš nekam na rob pole ali pa nad zadnjo napisano besedo. Matura iz španščine se stoji iz pisnega in ustnega dela. Pisni del je vreden 80%, ustni pa 20%. Na pisnem delu imate 3 pole. Prva pola gre za bralno razumevanje, pri katerem odgovorite na vprašanja oziroma vstavite v besedilo manjkajoče besedilo. Potem je B pola, ki se stoji, torej gre za poznavanje in rabo jezika. Tam v besedilo vstavite manjkajoče besede oziroma nedoločnik spremenite v primeren čas. Druga pola gre za slušno razumevanje, poslušate torej 2 posnetka 2-krat in odgovorite na vprašanje oziroma odgovore označite za pravilne oziroma napačne. Potem imamo pa tretjo polo, kjer gre za pisne sestavke. A del, torej napišete krajši pisni sestavek v eni od stalnih sporočanskih oblik, to je lahko elektronsko sporočilo, uradno oziroma zasebno pismo in oglas. Pri B poli pa imate daljši pisni sestavek, izberete enega izmed 2 naslovov, medtem ko na višji ravni primerjate med seboj 2 obvezni knjigi, ki ste bila za prebrati. Na ustnem delu, ki traja do 20 minut in imate 15 minut za pripravo, imate pri prvem vprašanju pogovor o slikovni iztočnici oziroma besedilu, drugo vprašanje je vodeni pogovor o temi, ki ste jo obravnavali pri pouku, torej jo pripravi profesor. Pri tretjem vprašanju pa torej interpretirate krajše besedilo in se pogovarjate o tej temi, medtem ko na višji ravni je to besedilo odlomek iz knjige, ki jo je bilo treba prebrati.
Skratka, na maturi se posvetite tistim nalogam, ki vam delajo težave, pri ostalih pa zaupajte v svoje znanje. Dobro vprašanje je tudi, kateri so najboljši viri za pripravo na maturo. Tukaj je seveda klasika, učbeniki. Ampak ti so včasih preobsežni, ne znajde se vsak iz njih, pa tudi preveč časa vzamejo, če se učiš po njih, ker vsebujejo veliko nepomembnih podatkov. Za maturo nepomembnih to je. Tukaj so tudi lahko vaši osebni zapiski, ki so sicer dober vir učenja, zaradi tega, ker obsegajo nekako strjen nabor snovi. Vendar tukaj se pojavi problem, če zapiske niste napisali vi in se zato nekako zmedeš in ne znajdeš iz njih, prav tako ni nujno, da zajemajo celotno snov. Tukaj so seveda tudi priročniki, ki so zelo uporabni, saj vsebujejo celotno snov, ampak so velikokrat suhoparni. Kaj je torej najboljši vir? Interaktivni online digitalni pripomočki. Saj so ti preprosti za uporabo, zgrajeni so na interaktiven način, snov je podana na razumljiv način, prav tako so opremljeni s kvizi, zapiski in učnimi listi, ter snov lahko ponoviš v svojem tempu. Če se želiš pobliže spoznati s takšno platformo, je tukaj vedno ematura.si. Ko enkrat nabereš dovolj snovi in se poglobiš v vire za učenje, je pa seveda treba tvojo na novo, lahko rečemo, pridobljeno snov aplicirati v praksi, torej na maturi. Datumi maturitetnih izpitov so razporejeni čez 2 meseca, čez maj in čez junij. Začnete 4. maja slovenščino za izpitno polo 1, ki je esej. 27. maja nadaljujete za angleščino za obema izpitnima poloma. 29. maja pišete izpitno polo 2 oziroma slovenščino drugi del. 30. maja se piše filozofija, psihologija in sociologija, kar na isti dan. 31. maja kemija, 1. junija geografija in 3. junija matematika. 5. junija nadaljujete za umetnostno zgodovino, 6. junija za nemščino, 7. junija za zgodovino, 8. junija za ruščino, latinščino in grščino, prav tako na isti dan, 9. junija z biologijo, 13. junija za španščino in francoščino ter 14. junija zaključite s fiziko. Od 12. do vključno 21. junija pa bodo razporejeni ustni izpiti, natančne datume se bodo zmenile gimnazije oziroma srednje šole interno. Seveda vas zanima tudi, kdaj se vpisujete na fakultete. Razpisi za vpis so bili lani objavljeni 31.1. Zakaj govorim lanske datume? Zaradi tega, ker se ponavadi datumi premaknejo samo za 2 dni gor ali dol. Prvi prijavni rok poteka od sredine februarja do sredine marca, lani specifično od 15. februarja do 18. marca. Stanje prve prijave vam sporočijo, torej omejitve, 5. aprila. Sprejemne izpite opravljate med 24.6. in med 8.7. Seveda to je odvisno od fakultete oziroma akademije, na katere se vpisujete. Vpis sprejetih v prvem roku poteka od 25. junija do 17. avgusta, drugi prijavni rok, torej objava prostih mest, pa je naznanjena konec avgusta, lani 19. avgusta. Vpis sprejetih na drugem roku sporočijo med 22. septembrom in 30. septembrom, do konca septembra pa poteka zapolnitev prostih mest. In kako sploh poteka vpis na fakulteto? Vpis zaradi korona situacije poteka v celoti v online obliki preko portala EVŠ. Na portal se prijavite s SI-pas, torej digitalno identiteto, ki jo lahko dobite na svoji upravni enoti ali pa z uporabniškim imenom in geslom, če slučajno digitalne identitete nimate. Prijavite 3 želje študija. Če niste sprejeti na prvo željo v prvem roku, vas obravnavajo z vašo drugo željo v drugem roku, če pa na to slučajno niste sprejeti, pa na vašo tretjo željo v tretjem roku oziroma z vašo tretjo željo na roku za zapolnitev mest. Zabeležite seveda tudi povprečje 3. in 4. letnika, medtem ko maturitetnih rezultatov vam pa seveda ni potrebno vnašati, ker jih takrat še nimate. To vam avtomatično vaša gimnazija ali srednja šola vnese v EVŠ. Na to ob določenih datumih prejmete rezultate vašega vpisa. In kako se sploh izračunajo točke, ki štejejo pri vašem vpisu na fakulteto? Tukaj seveda imamo več komponent. Prva komponenta je uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh na maturi. Določene fakultete jemljejo
povprečju v 3. pa 4. letniku kot 40% vaših točk, uspeh na maturi pa 60%. Seveda so tukaj tudi izjeme, kot je na primer medicinska fakulteta, ki upošteva tudi rezultate mature iz matematike in angleščine. Tukaj so seveda popolna izjema akademije in določene fakultete, kot je fakulteta za šport ali pa akademija za glasbo, akademija za likovno umetnost, seveda tudi fakulteta za arhitekturo, kjer imajo veliko vlogo sprejemni izpiti. In kako sploh veste, ali boste na podlagi vaših maturitetnih rezultatov in povprečja v 3. in 4. letniku sprejeti na želeno fakulteto? Seveda vam to povejo omejitve vpisa. Ker je visokošolskih zavodov v Sloveniji res veliko, smo na spletni strani objavili omejitve za vpis na fakultete vseh slovenskih univerz, vključno s samostojnimi visokošolskimi zavodi. Ker se omejitve vsako leto res le rahlo spreminjajo, vam svetujem, da na seznamu poiščete željeno fakulteto in lanski vpis vzamete za okvirno izhodišče letošnjih omejitev. Ker pa seveda matura čaka vas, smo se tudi na vas obrnili, da nas vprašate, kar vas zanima. Prvo vprašanje, ali nas vsi strašijo za brez veze, ali je matura dejansko najlažja stvar, ki si jo kadarkoli opravlja v gimnaziji. Matura je rezultat dela 4 let. To moram poudariti. In zato je pomembno, da se še posebej v 4. letniku zanjo pripravljate iz pravih virov. Je tudi prvi zahteven izpit vašega življenja, zato je ne smete podcenjevati. Torej, začnite se pripravljati hitro in pripravljajte se za njo, kogarkoli lahko sproti v roku 4. letnika. Učenje je seveda zelo specifično za vsakega posameznika, zato vam zelo svetujem, da si pogledate eno maturitetno polo in z njo ocenite svoje obstoječe znanje. Seveda, če pa rabite pomoč, smo pa vedno tukaj za vas mi. Naslednje vprašanje. Kakšna je razlika, če pišeš maturo na višjem nivoju? Iskreno lahko rečem, da ni spet tako zelo velike razlike, vendar najbolj se pozna v meri poznavanja snovi, ki se od vas zahteva. Na višjem nivoju morate snov bolj podrobno in tudi širše obvladati. Torej morate imeti pregled čez celotno maturitetno snov in znati tudi aplicirati iz različnih aspektov. Naprimer, kaj se na višjem nivoju velikokrat ponovi? Ponavljajo se naloge, kjer je mešana snov. Torej, naprimer, snov iz integralov in še snov iz enega drugega aspekta matematike, ki ste se ga naučili v roku 4 let. Tako da morda to, povezovanje in poglobljenost. Naslednje vprašanje je, kje bi lahko našla vse zapiske, saj so moji pomanjkljivi. Ja, to je kronični problem zapiskov, ki nastanejo v času gimnazije. Ravno njihova pomanjkljivost. Če rabiš podrobne in obsežne zapiske, lahko vedno obiščeš našo platformo, kjer ti za 12 predmetov ponujemo vse potrebne zapiske, ki jih rabiš za izjemno opravljeno maturo. Naslednje vprašanje. Kako je z ugovori? Ali je težko napisati ugovor in dobiti dodatne točke? Ugovori so nekaj, kar pride na koncu mature. Torej, ko vi maturo že odpišete in že dobite rezultate in z njimi niste zadovoljni, lahko zahtevate vpogled v vašo maturitetno polo. Če najdete nalogo, za katero mislite, da ni pravilno točkovana, lahko napišete ugovor. Ugovor načeloma ni težko napisati. Pomembno je samo, da ste zelo specifični in da dobro argumentirate, zakaj si nekje zaslužite točko ali več točk. Nato pa ta ugovor pošljete RIC-u, seveda morate tudi za to nekaj plačati in potem od njih čakate, ali vam ugovor odobrijo ali ne, in vam to posledično lahko tudi spremeni število točk, ki se vam šteje za vpis na fakulteto. Torej, ugovor ni težko napisati, moram pa reči, da se zelo redko zgodi, da se dodatne točke dejansko dobijo, čeprav je RIC na strani dijakov, ko pride do ugovora. Ampak vso sreča. In še zadnje vprašanje. Kako se drugi pripravljajo na maturo fizično in psihično? Tako, vsak se uči na svoj specifičen način. Ni ene formule, ki bi vam povedala, kako se najbolje učiti oziroma najbolj efektivno učiti. Vendar vam pa lahko poudarim, da je zelo pomembno, da si pametno razporedite čas učenja. Moram priznati, da na koncu, ko se že pripravljate na ustni del, književnost šokira. Pa ne samo književnost, tudi matematika vas čaka. Torej, imejte se radi in si razporedite književnost in matematiko čez leto in se učite teorijo in prakso sproti. Prav tako si vzamite pavze med učenjem, še posebej na koncu, ko se vam bo nabralo ogromno pol naenkrat,
ponovno, imejte se radi in si vzamite pauzo. Rešujte mok mature. To pomeni, da se zaprite v sobo za 90 minut, če se na primer pola piše 90 minut, si sprintajte polo in se štopajte, koliko časa potrebujete, da jo rešite. Potem si jo ocenite in to delajte čez čas in boste lahko tudi opazno videli svoj napredek. Prav tako se trenirajte v time pressure management. To boste iskreno najbolje delali tako, da se dejansko zaprete v sobo in sami sebe preizkušate, koliko lahko naredite v omejenem času. To so naši nasveti. In se smo prišli do zaključka našega dogodka Vse o maturi 2023. Hvala, ker ste bili z nami in zapomnite si, če vas karkoli zanima, smo tukaj za vas. Lahko nam pišete na mail info@ematura.si, lahko nam pišete na Instagram, na TikTok ali na Facebook ematura.si. Tukaj smo za vas, da vam pomagamo čim lažje dobro opraviti maturo. Vso srečo!